Dobar dan, dobro jutro želim. Vidim, da ste dobro, sončno, sobotno, križno. Franci Novak, ti si tudi dobro, ne? Ja, še kar, v redu. Kako še kar? Še kar, včeraj je bilo super, no. Se dobro se pogodno. Zdaj bo celo leto super. Namreč Franci Novak, kot veste, nagrajenec letošnjega 6. festivala po vrsti, festivala kratke zgodbe Novo mesto Šort, torej dobitnik nagrade Novo mesto. Franci, še enkrat iskrene čestitke. Hvala. Zdaj lahko govorimo o jutru po. Včeraj, ko sem te na odru vprašala, pravzaprav ne po občutkih, ampak po tistem potisu prvem, ne, je bilo vesel sem. Kaj pa zdaj? So se vtisi že kaj bolj ustalili? Če boste klepetali, pejte prosim ven, ker je zelo težko se pogovarjati, če klepetate. Hvala lepa. Oprosti, Franci, zdaj pa izvoli. So se vtisi že ustalili? Ne, klepetali, malo se. Potem te ne slišim, veš? Ja, malo so se ustalili, malo sem pač po noč se ta film malo obletel, ne, v glavi. Ja, vesel sem še zdaj, no, to super, res. Je bilo presenečenje, no. Presenečenje sem. Za podlage presenečenja lahko nastane nova kratka zgodba? V bistvu lahko iz tega nastane kratka zgodba. Tudi na podlagi presenečenja, no. Mislim, ena spodbuda je res, verjeta. Ker včasih avtori tudi ne vemo, no, kam se umešča naše delo, no, pa tale priznanje, pa to so pa zelo pomembno, ker dajo neko spodbudo za naprej. Ampak to ni tvoja prva nagrada, ne? Bil si že tudi pesniški vitez, ker pravzaprav objavljaš najprej poezijo, to je druga zbirka kratke proze, lirično krajša besedila objavljaš, ampak vendarle je to malce drugačno nagrado, ne? Ali je, oziroma v čem je, ne? Se rekel, eno vrste spodbuda, ampak po drugi strani vendarle je to edina nagrada v tem trenutku v Sloveniji, ki na nek način opominja na pomen kratke zgodbe. Ja, tudi tega, ker to je nagrada za kratko zgodbo in zato je zelo pomembno. No, edina nagrada je, pa tudi se mi zdi, je pač precej pomembna, vsaj na že nagrajena dela, no, ki so bila zelo zanimiva in pomeni tudi kvalitetna. Tako da to mi res veliko pomeni. No. Mislim, vsaka nagrada pomeni nekaj posebnega. No, knjiga ima naslov Obvoz po prvi naslovni kratki zgodbi, za katero si rekel, da je v bistvu tako, da si takoj vedel, ne, da nekaj je na njej. Sicer je ta zgodba tudi že bila nagrajena na Aero Beletrina kot kratka zgodba, samostojna in predlagam, da slišimo en odlomek, ker je en tak zanimiv moment. Potniki so tiho spraševali, kje smo. Vznemirjeni so pogledovali na okolje skozi številna okna, v katerih so sijale bližnje stvari. Vse, kar je bilo daleč, pa je bilo potopljeno v temo. Gledali so v napetih hrbeč šoferja, zgrbljenega nad volanom, v čudne oblike snega, ki so se bočile ob neznani cesti. Usta so se šepetom odpirala v temo kot ribja usta, ki se odpirajo, a ne govorijo. Ženska, ki je stala ob meni, je vznemirjeno pogledovala skozi okna in si popravljala torbico, kot da ne ve, kaj bi sproste roko. Avtobus je spet ostro zavel, mimo so švignili obrisi nekih hiš, za hip je bilo zadaj, za vzravnano vrsto debel videti luči, potem jih je spet zakrila temnina božja. Spredaj, za voznikovo šipo, so se v luči žarometov kovinsko zabliskali mokri, zeleni mahovi in slepeče bele površine skal, ki so molele iznad snega. Ženska je pogledala na uro, si popravila torbico in se pristopila. Zunaj je začelo močneje snežiti, ujel sem njen pogled, izgovoril nekaj besed. Samo obvoz je, ob pravem času bomo prišli. Začudeno me je pogledala, kot da ne bi razumela. Avtobus je zapeljal v kotanjo, hkrati sva se prestopila, da bi obdržala ravnotežje. Njena usta so se ukrivila, poskušala se je prisiliti k nasmešku, kot da se opravičuje za nerodnost. Ste se že kdaj peljali tukaj? Je glasno vprašala, skoraj preglasno, kot da hoče prekriti strah. Enkrat sem se zlagal. Vozili smo tik ob robu gozda, trna debla so se vrstila ena za drugo v neizprostnem ritmu. Zdelo se mi je, da bi lahko prijel njihove mokre črne skorje, če bi iztegnil roko. Pomislil sem, tu se sploh ne bi smeli voziti, cesta je preozka za avtobus. Snežinke so tleskale na šipe, kaplje so na steklih risale mokre, razrasle krošnje,
kot da gost poskušal vstopiti v notranjost avtobusa. Službo bom zamudila, ne smem zamuditi službe. Saj je samo obvoz, prišli bomo, se mu poskušal pomiriti. No, tale obvoz ni samo obvoz očitno, glede na to, da smo danes tukaj, pa vendarle, ali je kratka zgodba še vedno v tvojem svetu obvoz, če govorimo o tem, da je tisto primarno tvoje pisanje pesniško ustvarjanje. Ali je zdaj kratka zgodba dobila en drug tron v tvojem življenju? Kaj pa se, mislim, še zmeraj me zanima pisanje kratke zgodbe, ima svoje zahteve, svoj čar, ampak mislim, da poezija pa še zmeraj to, kar je pri meni osnovno. Mislim, še zmeraj vzgajam to pesniško mišljenje, tudi na ta način primarno opazujem svet. Tudi sama poezija mogoče mi bliže mogoče neka najbolj osnovna stvar, po mojem, kar se tiče literature, no, ker je najbolj intenzivna, nekako najbolj zgoščena. Tudi recimo pisanje poezije je nekaj drugačnega, no. Za prozo potrebuješ recimo čas, kondicijo, tudi malo se prilagajaš zahtevam tem pisanje proze, poskušaš ustreči bralcu. Medtem poezija pa res neka neposrednost, kar se tiče literature in je še zmeraj najbolj tako privlačen. Ko beremo tvoje zgodbe, Franci, saj meni se je to dogajalo, če vidim nek film, slike, tudi sam ustvarjaš tako, da gledaš slike, da vidiš ta ponavljajoči se recimo tok dogodkov oziroma dogajajoči se tok dogodkov? Ja, tudi, no, v bistvu si, recimo, če opisujem kakšen prizor, se poskušam popolnoma 100% potopiti noter, no. Da dejansko začutim vso situacijo, podrobnosti, detajle, podobe. V bistvu časih, kot v filmu, no, se počutim, kot da sem nekaj izven sebe, pa ne vem, skozi kamero opazujem okolico. Tako pišem zgodbe. Zanimivo je, no, da nekaj je skupnih mogoče potez tvojim zgodbam. Zagotovo je ena teh, da so ljudje, bom rekla v navednicah, navadni ljudje. To se pravi, veliko je delavcev, natakarica, šivelja, delavci v tovarni. Skratka, ljudje, ki pravzaprav živijo eno tako, spet v navednicah, normalno, vsakodnevno življenje, brez nekih ekscesov, kar pa ne pomeni, da se jim v njihovem svetu ne dogajajo velike zgodbe. In ves čas so v gibanju, to je druga poteza. Nekaj je, že včeraj smo se pogovarjali o prevozih javnih sredstvih prevoza, ne, to se pravi avtobus, vlak, kolesa ni, kot smo ugotovili. Po drugi strani je pa tudi, ali je hoja, ali je tekst, skratka, stalno premikanje. Je to tudi tebi lastno, ali so to tvoji liki? Zakaj rabijo to konstantno premikanje? Je to beg? Ja, žal je to tudi meni lastno, ne. Pač, ne, prijetno je neke vrste bega. Mogoče tudi mi ljudje, ki smo malo bolj, recimo, anksiozni ali kaj takega, potrebujemo več premikanja. In zato verjetno tudi junaki žal so podobni, no. Ampak po drugi strani tudi nenehno gibanje, to je neki spoznavni proces, no. Pač menjaš kraje, mogoče vidiš več različnih ljudi, tudi razmišljanje je bolj v gibanju. Je neko izogibanje mogoče tudi nekim rutinam, navadam. Mislim, da samo gibanje samo po sebi ni slabo. Ni nujno, da je samo beg, ne. Lahko je tudi neki spoznavni proces, neki proces iskanja, postolovščine. No, ker liki, kljub temu, da so včasih, da bi ušli, ne, če že govorimo o nekem gibanju kot izogibanju, pa so vendarle na nek način zelo prisotni. Ves čas, ne, vse zelo potanko vidijo, pozorni so na malenkosti, posebej krajina je opisana močno, obrazi, kot so se že včeraj pogovarjala. No, in še ena zelo močna poteza so podobe. Pa bom zdaj prebrala. Mož in žena sedita nekje in žena je v nekem trenutku neskončno naveličena tega svojega moža. Pa potem se
na nek način, zdaj sem rekla svojega moža, v resnici je naveličen svojega življenja. Celote, tako. In potem se nekaj zgodi. Dogaja se pa v morju, če smo bili prej na mrzli cesti, podajmo zdaj iti malo v realnost, no, vsaj. Začudilo je, da morje tukaj v pristanišču ni bilo prav posebno globoko. Pod privezanimi plovili se je razkrivalo skoraj povsem ravno morsko dno, nad njim pa so lebdeli trebuhi plovil z zaustavljenimi propellerji. Videla je gredle, prekrite z algami in školjkami, kosne morskega rastja, ki so lebdeli ali valovili ob krmilih in deskah kot dolge brade. Neštete vrvi, gladke ali dotrajane, napete ali ohlapne, so se križale pod ravnino vode. Jate prosojnih meduz so poplesavale med njimi, srebrno lesketajoča se ribja telesa so švigala sem ter tja in bela plastenka se je kot skrivnosten tuj predmet zibala ob boku neke barke. Vse je razkrito lebdelo v vodi, vse je bilo prežarjeno z žarki tonečega sonca, ki so našli pot pod gladino. Zdelo se je čudovito, kot bi nekaj videla prvič, kot bi bila otrok in bi odprla staro skrinjo na podstrešju, prižgala močno luč in se čudila. Čudila se je v pogledu na dno pristanišča. Bilo je skoraj brezbarvno, pusto, posuto z neštetimi okroglimi kamni, povsem drugačno od tistega, kar si je predstavljala na svojih sprehodih po pristanišču, ko je gledala v nepredirno temno gladino. Nenadoma jo je nekaj razsvetlilo in omehčalo njeno telo, začutila je toploto, kot bi nekaj vstopilo na njo. Ni bilo jasno zakaj, saj vse skupaj ni bilo nič, le nekakšna podoba, je pomislila. Podoba morskega dna, razkritega zaradi pošev, padajoče svetlobe sonca, podoba prostora pod gladino, ki je ponavadi skrit očem. A počutila se je kot po kakšnih posebnih, redkih sanjah, po katerih se je zbudila kot prerojena, ko se je njeno telo še ves dan lesketalo od nečesa, o čemer je sanjala, čeprav se ni točno spominjala sanjskih podob. Zagotovo se spomnite teh občutkov, ne, ko smo celo dan dobre volje, ko se je nekaj zgodilo po noči, pa niti ne vemo kaj. No in ona se vam k svojemu možu, ga prime za roko in reče, no pa pa pogledati tvoje parke, ne, ker prej si je zdelo pravzaprav vse malce brez smisla. Zakaj sem to prebrala? Zato, ker se mi zdi ravno to, ne, že ko berem, čutite, kako gost je jezik v resnici, ne, in moraš biti kar zbran, da se ne zgubljaš, ko bereš na glas. Ampak tu je ženska perspektiva, ne. Se ti je povsem lahko postavljati v ženski pogled, v žensko doživljanje sveta, odnosov, gibanj, občutij? Ja, recimo, ne vem, no, se mi zdi, da so ženske po naravi recimo bolj zgovorne se, bolj pripovedujejo svojih občutih, ne. In to je sta pač od kakšnih znank pa kolegic. Malo kradem, poberem, ne. Pa tudi začutenih potej, kako doživljajo svet, kako ga gledajo. Čeprav ne vem, če je tako različno, je res tako različno, to moško pa žensko čutenje, mislim, v osnovi sveta. Samo drugače se mogoče izraža, ne? Čutimo po moje vsi enako. Ja, čutimo vredno vsi enako, samo izražanje je drugačno, ne. Kako bi sicer moški pisali poezijo, če ne bi bilo tako? Jaz sem precej moških piše poezijo. Ker je to ventil verjetno njihov. Je to tvoj ventil, poezija? Če je to moj? Ventil, za, če rečemo, ne vem, vstopanja, mogoče celo, da spregovoriš. To, kar si zdaj rekel, ne, ženske smo bolj zgovorne, smo hitrejši v teh stvarih, čeprav ne vedno. Ja, tudi mogoče, no. Čeprav ni osnovno, da bi pisal poezijo samo kot terapijo. Ne bi bilo to to. Ne bilo to, mislim, to nima smisla, ne. Osnovno je pač poznanje, da bi razumel svet, kaj se dogaja, kaj se meni dogaja, kaj se dogaja drugim ljudem, no. Kakšni so mehanizmi, ki poganjajo ta svet, zakaj je družba takšna, zakaj so takšne norme, ne vem. Poezija poskuša nekako priditi za hrbet stvari sveta, ne, mogoče se izmuzniti, pogledati z druge perspektive, z drugega zornega kota. No. In ta druga perspektiva mi je zelo pomembna. No, no sej tudi liki imajo vse čas neke dva pola na nek način. Po eni strani so zelo pasivni, pač hodijo po teh svojih ustaljenih poteh, na avtobusu, na vlaku, ne vem, potem bom prebrala sestopanje za avtobusa, recimo, kjer se zgodi v bistvu en zelo pomemben moment v popolnoma običajni, vsakdanji situaciji. Po drugi strani
pa doživljajo zelo intenzivno svet. To se pravi, na eni strani je na ta melanholija, celo morda neka malodušnost, in na drugi strani zelo močna opetost v svet in v tu in zdaj. Spet, tudi sam se v enem od intervjuju rekel, ne, da na nek način imaš tudi sam oboje to, ne, da ko pišeš pesniško zbirko, si lahko v zanosu, potem so obdobja, ko je temina. Kaj je takrat, ko je temina? Ne? Tudi likom se mora nekaj zgoditi, da se premaknejo. Kaj se mora zgoditi Franciji, da se premakne? Recimo iz neke temine, iz nekega... Niso lahko vprašanje, vem, spokaj se spodo zjutraj. Ampak taki so zgodbe. Najprej so vse klasične stvari, pač gibanje, mogoče iti kam, nekam ven, premikati se, brati knjigo. Ja, včasih moraš dvigniti se, pa nekaj narediti. Malce nam, ja. Ja, ne, to mogo še premisliti. No, če se spomniš. Težko vprašanje. Najbolj želim govoriti o zgodbi računovodja, ki je po svoje zelo zanimiva. Začne se spet, seveda, pod uro na avtobusni postaji in pravzaprav se ne dogaja dolgo nič, pa hkrati ogromno. Zakaj? Ker je človek, računovodja, obseden z analiziranjem in razmišljanjem o že doživetem. Zakaj? Zato, da se ne bi bilo potrebno ukvarjati s strahovi še ne doživetega. Ne? In se mi je zadelo zanimivo, ne? Da pravzaprav govoriš o spremenjenih stanjih zavesti. Pa to ne pomeni, da moramo sanjati, da moramo spati, pa da moramo se zadrugirati, da to čutno, ne? Dovolj je, da gremo samo, da pravzaprav živimo v preteklosti, ko to počne ta računovodja, ki analizira kamenčke ob poti, pa ne enkrat, on to ponavlja. Ne bom te vprašala, če to ti počneš, ampak poznam, ja, sej jaz mislim, da vsak včasih med nami to počne, ampak vendar ta pogled naprej, zakaj tega računovodja to tako straši? Ja, ne, verjetno že po naravi takšen, pač boji se prihodnosti, kaj bo prinesla, več čas se sprašuje o prihodnosti, ne. To se poskuša čim bolj potopiti v svetu pol sebe, v sedanjost, da bi si ga zapomnil in da bi si ga vračal, da bi tako bežal od prihodnosti. No. Po mojem je tak en čuden tip. Čuden tip je to? Ne, ni čuden, no. Vse verjetno vsi ljudje, mogoče imajo neko malo skrbi za prihodnost, pa kaj, vas pa v teh časih, no. In vsak ima druge strategije, pa taktike. Kako se temu izogniti. Pri nekaterih ljudeh je to bolj izrazito, kot pri tem računovodju. On je našel svoj način spopadanja s tem. Tako da vse mislim, da je to kar splošna stvar. Ljudje različno dojemajo in se spopadajo z njami. Ja, tudi liki se različno spopadajo z zgodbami, recimo z ranjenim golobom, ne? Ki ga nekdo več čas opazuje in jaz moram priznati, da sem celo zgodbo čakala, a bo pristopil, a bo kaj naredil in ne naredim nič, ne, in potem odide ta lik in si mislim, dobro, kaj zdaj z njim, ne, kaj, ok, bilo pocrkno, tako ali tako, ampak, ne, ampak druga zgodba, ki ji sledi, Konji, tam pa lik vendarle vzame stvari v svoje roke in namreč čez dan sliši neki topot, kakorkoli, zvečer pa lepo vstane, in gre narediti nekaj. A preberemo, boš povedal. Bom povedal, vsem če te dve zgodbi se nekako ne vezujete. V prvi zgodbi je lik povsem pasiven. Pač smo spremljali umiranje nekega goloba in čaka, da bo nekdo drugi nekaj naredil in sam nič ne naredi. Ne? V naslednji zgodbi Konji potem pa poskuša nekaj narediti. In po noči spušča Konji iz ograd, čeprav Konji itak ne zbežijo, kaj preveč daleč, ne, ponovadi. Ampak nekaj vseeno poskušam narediti. No. Tako da te zgodbi sem postavil kot, da se nekako dopolnjuje, da prikazuje ta dva različna lika. Nekdo, ki vzame stvari v svoje roke? Ki vzame stvari v svoje roke in nekdo, ki je pač pasiven in samo opazuje. Tako da tudi to, o čemer se prej govorilo, ne, da moji liki opazujejo svet
se gibajo, pa samo opazujejo. Vse ne vem, se to tudi je neka preveč pasivna mogoče, ne, pozicija. Tako da, mogoče manjka pri mojih ljudih, da bi se bolj aktivno spopadli se svetom. Samo takšni pač so. Pa saj se, recimo v Kriku ali pa Deklica, ne. Čemo Deklica, ja, ona se je tudi, ja. No, všeč mi je, da v bistvu tam, kjer so otroci, tam je akcija, ne. Tam je akcija. Tam je akcija, tam je všeč. Tam je drugo doživljanje sveta. Tam je še neko gibanje, želje za spremembo. Tega je moglo biti več, ja, te otroške energije. Namreč ena zgodba govori o tem, kako dve deklici z očetom lovita ribe in oče, pač ta tipičen sikajočim ali kakšnim jezikom že, ne, koliko smo živeli, koliko jih je že, ne, koliko smo jih že, ne, pobili pravzaprav. Ampak tej mlajši deklici to nekako ne gre, ne, in ta jezik očetov ne paše več, se odstrani, gre stran, vzame stvari v svoje roke, ne bo povedala na kakšen način, ampak to malo dekletce ima dovolj, ona vzame stvari v svoje roke, ampak tukaj je pa pomen jezika, ne? Včeraj sem prebrala en delček zakaj je lahko jezik odzarevel žebelj, zakaj lahko pravzaprav rani, okuži, zakaj lahko zaradi jezika zbolimo. Ampak po drugi strani ima pa jezik točno to, zaradi česar beremo knjige in se zdravimo. Ne? Ta spet dvojni pomen jezika. Oba pola ima jezik, ne, pač to. Utrjuje stanje stvari, nekako kakšno je, pa tudi generira neke norme, pa nek način mišljenja, čustovanja, ki mogoče ne odgovarja vsem ljudem. Se po drugi strani ima pa tudi to neko eksplozivno moč jezik, no, da pa nekaj razkrije, da odkrije nekaj novega, novo perspektivo, nov izvorni kod, tako da ima oba pola. Kdaj je jezik v tvojem svetu kot zarevel žebelj? Misliš v vsakdanjem svetu? Katera koli boš izpravil, je tvoj? Zarevel žebelj ima preveč tega, recimo v službi, kjer je pač nek ta podjetniški jezik, čist nekaj... Kot grafični oblikovalec delaš, ne? Pripravo, to nekaj pisati. Okay. Kjer je ta jezik čist nekaj drugega od nekega pesniškega jezika, ne? Pa tudi vsakdanjosti, a veš, ti sama veš, ne? Recimo vsakdanji pogovori, čeprav se je tudi ta small talk, ni več narobe z njim, no, samo... To se utrjuje od neke, ne vem, norme skene, v katerih živimo. Sej ves čas ne bi mogli tako govoriti z nekim posebnim jezikom. Ne. Samo mogoče bi mogli več tega bilo bitno, da bi uporabljali jezik kot nekaj, ne vem, kot nekaj razkrivajočega ali navdihujočega. Bolj svetega? Ja, Ampak veš, kako hitro bi dobil spet enega čudaškega lika za kratko zgodbo, če bi več čas izbiral besede, vse poznamo kot človeka. Ja, to je teorija, no, se to ne vem. No, ampak je, ravno s tem odpiraš zelo pomembno vprašanje, se mi zdi, posredno vprašanje upora, o katerem smo tudi s Tomažem Kosmačem, ko smo to včeraj govorili, vprašanje upora v smislu prebuditi se iz normalnosti, ne? Ti si celo nekje rekel, prebuditi se iz budnosti. Zdaj, kaj je normalnost? Ne? Zdaj, že parkrat si omenil to neke norme, neka ta drža, ki jo moramo imeti v družbi. Moramo, ni nam treba, pač zato, da lažje funkcioniramo v družbi, se utirimo in ostanemo utirjeni. Ampak nekateri ne, seveda. Kaj iz česa, včeraj si rekel, ne sem rekla, kdo se mora prebuditi, si rekel vsi. Kaj pomeni zate osebno prebuditi se v tem svetu? Ne? Ok, pišeš, ne? Daješ v sveti jezik, ne? Kot je literatura, ampak kaj pomeni prebuditi se, opreti se? Ker v tvojem likom, ne, točno to, ne? Eni se, ne? Deklica se je uprla. Kaj pa odrasli, kaj pa tisti srednjih let, kaj pa tisti s krediti? Tam se pa neha. Ali točno tisti bi se morali? To so pa druge zgodbe. Je mogoče vsaj pokazati, vsaj povedati, ne vem, kaj ti ni všeč, vsaj nekaj narediti, mogoče neko dejanje. Ja, težko vprašanje za to. Mislim, ne se povsem prilagajati vsem stvarem, tudi pokazati nek odpor,
mogoče narediti kakšen bolj pogumnejši, svobodnejši korak, ne. Preseči ta strah pred prihodnostjo, ne. Ampak to so težko vprašanje. In daj tvegati, da nas ne bo nekdo imel rad? Ja, tudi to je, tudi tvegati, marsikaj tega manjka, ne. Tudi tebi? Tudi, ja. Je literatura način? Literatura je način, tudi kako gledaš na svet, pa nase, da se vidiš od zunaj. Sem je pomeni, tudi literatura je nek način, mogoče odpora proti svetu, kakršnega smo mi naredili ljudje. Kje se tukaj openja fotografija? Vem, da fotografiraš. Podobe so zelo jasne. Je pogled skozi fotoaparat, pogled na drugačen način. Vemo, da fotografije sporočajo nekaj močnega, drugačnega. Vsak pogled je drugačen, fotografa. Kaj ti to daje? Oziroma, ali gledaš drugače na zgodbe, ker tudi fotografiraš? Pravi mi tvoja zgodba, prej si rekel, da delaš kot poslika. Kaj ima fotografija zraven? Ja, verjetno je način pisanja drugačen foto, no. Da tudi, ko pišem kot da gledam skozi oko, fotoaparata, pa kamere. Je pa nekaj drugega fotografiranje, oziroma podoba sama, no. Nekaj drugega kot jezik. Zato me fascinira. Tudi nekako razkriva neki drugi svet. Mislim, da ima vpliv, no, pač to fotografiranje ima na pisanje, na obliko pisanja, no. Kaj pa dnevniški zapisi? Dnevnike pišeš? Ja, čeprav so že bolj literarizirani, no. Da ko pišem dnevnik, že nekako tudi neke zgodbe sestavljam. Že mislim mogoče, da bo kaj vključeno v kakšno knjigo. Torej niso čisto tisti pravi dnevniški zapisi. To se pravi, če bi brali, ne bi izvedli veliko v Franciji, pač pa v bodočih likih. Ja, pa se je to mogoče. Ni tako velike razlike, ja. To si moče slišati. Koliko enih Francov je potem v teh kratkih zgodbah? Ja, preveč. Preveč, ne? Kaj bi jim spremenil? Katero lastnost bi jim spremenil? Prej si rekel, da so mogoče malce preveč pasivni, ne? Tisti, ki so nad 18. No, kaj bi? Ja, predvsem mogel bi narediti bolj aktivne, ampak to je težko, ne? V kakšnem smislu aktivne. Ne vem, no, to so težko vprašanja. Samo težko vprašanje. Samo težko, evo. Šta je težko vprašanje? Kaj v šoli? Sam ti si oceno že dobil, veš, ti si že tako, da si lahko čist sproščen. Zdaj lahko samo plus 100 minut še. Le pogumno, s trdnim korakom naprej, ji reče šofer, ko gleda za njo. Potem obrne svoj negibni od dolgih voženj utrujeni obraz nazaj k volanu. Ko ženska, ki se stopi na zadnjo stopnico, jo presenetijo oči moškega, ki vstopa na avtobus. Za hip, za droben trenutek so osuplo spogledata, kot bi se dve človeški bitji prvič srečali na tujem planetu. Dva obraza, ki se ogledata prvič v tuji, neznani pokrajini, polni nerazkritih čudes, kjer ni drugih človeških bitij. Potem moški izgine med sedeži in ženska položi stopalo na asfaltna tla postajališča. Rumeno svetlo listje se kotrlja in drsi po temnem asfaltu, kot da je del nekega živega, dihajočega bitja, ki se z glasnimi kriki drobi pod njenimi nogami. Veter močneje zapiha, nekaj jo uvije kot hlad, kot objem. Skozi vrata stavbe železniške postaje se kot povodeni zlijajo potniki, valijo odnese, njen obraz se izgubi med drugimi obrazi, ko avtobus odpelje naprej po cesti. In ona odide. Tako kot si te tvoje liki, kaj se dogaja s tvojimi liki, ko končajo zgodbo? Jaz bi rabila vedno še, kam je šla? Pojma ne vem. Pojma ne vem. Ne. Dejansko ne vem, kaj se dogaja z njimi, pač. Pustim jih nekje. Mislim, pustim odprte zgodbe in pustim, da liki živijo svoje lastno življenje. Dejansko si ne predstavljam, kaj liki še počnejo potem. Pa se kdaj vrne kateri od njih? Na kakšen nov avtobus? Ja, to verjetno gledaš še na kakšen avtobus. Ne, mislim, dejansko si ne predstavljamo, kaj se dogaja z njimi.
Kako pa pridejo liki? Liki pridejo pa... Na avtobusu. In na vlakih. In po noči na supu, ne? Na supu, ja. Ne, po noči za lik naredim tako, da si pač izberem nekega človeka, znanca, prijatelja, vzajemno nekaj njegove. Žive modele. Ja, žive modele. Pa oni to vrlo? Ja, nekaj tako spremenim, da se ne prepoznajo. Zanimivo je, kako ko beremo zgodbe, ki se nastajajo v sivini, v temini, v mrazu, in tiste druge, ki nastajajo v času, ki ga zdaj živimo, ki je vendar še svetlejši kljub padanju dneva, in zdi se, da si skoraj bolj doma v temini. Imam prav? Kaj pa se, jaz pa ne vidim tako na svoj zgodb. No, končno se z nečem ne strinjam. Končno. Recimo, vse snega je to, vse ni temina. Njem mraz je. Jaz sem to ni tama. Meni je? Ne, hecam se. Se je bil, imaš prav, da je bil. Nekaj poživljajočega, nekaj prikrije, tako da to ne dojemam kot nekaj temnega, mračnega. Je pa dežel dosti, no, vse, da je še tudi zanimivo. To je še super. Pa veter je tudi kar nekaj. Veter tudi. Po noči se pa ne dogaja dosti zgodne, tako da mislim, da ni toliko temina, ne, se ne strinjam. Sejni pravi, da je, kot so prej v dveh polih govorila, ogromne tudi te svetlove, posebej v tej najdaljši zgodbi Obala, ki je spet zelo zanimiva zaradi srečanj. Kako nekdo nekoga gleda in potem se njuni poti na nek način skleneta, pa se spet razrahljata, pa se ponovno skleneta. Ne bom razlagala, kaj vse, ker je fino brat, ker je zelo... Zagotovo ste že kdaj iz kakšnega klifa, kje opazovali koga, ki plava ali pa kaj počne na plaži in potem ste ga kasneje srečali, meni se je to že zgodilo in mi je zdaj zelo žal, da takrat nisem pristopila, tako kot tukaj naredi en fant, oziroma se nekako zgodi, da se vendarle zgodi stik. No, ampak moje vprašanje je, tvoji liki se pogosto srečajo, osuplo se spogledajo, dosežejo nek res resničen stik, potem pa to, kot da nikoli ničesar ni bilo. Pa vendarle, pogledi, včeraj sva se že nekaj. Ja, nekaj ostane, no, pač iščejo verjetno ta intenzivni stik pogledov, no. Mogoče se bojijo potlej, da bi ta prvi stik se izgubil, recimo. Mogoče se bojijo bližine, ne vem, no, pač. Sam je, ko sem včeraj rekel, no, ta brezbesedna komunikacija med ljudmi, no, mi je zelo zanimiva, ker je neka druga govorica, tudi. Ne vem, nekaj onkraj jezika, nekaj pred jezikom, nekaj posebnega, no, kar ne moč opisati. Tako da ljudje lahko komuniciramo na različne načine, no, ne samo z besedami, mogoče se premalo zavedamo drugih načinov. O teh bližinah in nebližinah odlično piše Manka, prav tako nominiranka. In spet, rekel si bližina, tvoji liki hkrati iščejo bližino, po drugi strani se je pa ogibajo. Imam prav? Ja, tako. Razen otroci. Pa smo spet tam. Pa smo spet tam, ja. Pri otročnem dojemanju sveta, ki je drugačen, svež. Kaj je s kolesom? Kolo pa mogoče še pride. Še pride, da obstaja neka zgodba, kjer bo kolo imelo tako sveto vlogo, sem nekaj prebrala? Ja, to je neka lirična krajša zgodbica, kjer ima nekaj otrok, dobi novo kolo in se vozi z njim in ga dojema kot neki sveti predmet. In se tu zgodba malo razvija. Mislim, kolo bo imelo tudi še točno mesto v mojem pisanju. Zakaj je vlak tako pomemben za tvoje pisanje? Vlak je pomemben, ker ima določeno pot, ker ima velika okna, skozi katero lahko gledaš, ker ima en kup nekih zvokov, ker ima svoj ritem. Ponavljajoči? Ponavljajoči ritem, ja. In kaj lahko tam zadremaš? Ko zadremaš, lahko pišeš, lahko opazuješ, lahko se počneš. Se spomnite kakšnega tega trenutka na vlaku, ko zadremaš, potem se pa zbudiš, kot da bi se zbudil en čist drug svet? Ja.
Ne? To se recimo tudi dogaja. Zdaj pa za konec te bom prosila, če še ti prebereš svojim lepim napol-dolenskim naglasom, eno lahko izbereš karkoli, da slišimo še avtorja, brati, to je vedno poseben. Se bom čez kratek. Ne rabiš biti čez kratek. Ti si tako skromen. Bil si nagrado, zdaj moraš biti malo skromen. Bravo, še zgodbe Obale. Na pamet veš vse zgodbe? Na pamet. Na pamet, čisto. Mislim, točno veš, še... Na pamet jo povem. Ne, če še točno veš, kaj se dogaja v vsaki zgodbi, ko jo pogledaš. Ja, to povem. Se bom. Zakaj ne vem? Vi pa medtem lahko razmislite za kakšno vprašanje, ker to potem sledi. Ja? To iz zgodbe Obala pripoveduje pa dekle. Obrnila se je in zaplavala v novo smer. Ni imela točno začrtane smeri plavanja. Prepuščala se občutku. Sledila je človeškim glasovom, ki so se razpirali med dvigajočimi se in spuščajočimi valovi. Plavala je od skupine do skupine plavalcev in prisluškovala njihovim pogovorom. V bližini je videla moškega in žensko zrelih let, ki sta se počasnimi gibi, pogledujoč eden k drugemu, pomikala med odbleski na gladini. Moški je govoril, potem smo se z Natašo presedila, jaz sem rad na svojem, da me moji ne bi motili. Njegove besede so se zibale z valovi, ki so se počasi bleščeče prelamljali. Svetolasa ženska je pogledala proti njej in se je nasmehnila. Nasmehnila se je nazaj. Potem se je potopila in voda je objela se šumečo, bobnečo tišino. Pod gladino je odprla oči. Jata drobnih, srebrnih rib je poblisnila globoko spodaj. Nekaj časa je tako lebdela. Potem je splavala, si z rokami utrla mokre pramene las z obraza in zvoki sveta zunaj morja so se vrnili v začetku. V začetku, dokler se ni uho spet navadilo, skoraj premočni, potem svetli in čisti. Spet je odplavali naprej proti skupini starejših žensk, ki so plavali na mesto, obrnjena ena proti drugi in se pogovarjala. Ko je imel 6 let, mu je mati ljubila banano. Kako ne bi tako otrok odrasel? Le moški rodi moškega. Potem so se vse zasmejale. Moški rodi moškega, kako lep nesmisel je pomislila. Vedno je premišljala o tem, kar je slišala. Besede drugih ljudi so se oprijemale, kot da je magnet, na katerega se lepijo drobni kosti človeškega jezika. Ostale so v njenem spominu, v njenem telesu. Včasih tudi tedne ali mesece se otiskovale vanje, jo pomerjale ali jo raznemale, jo bolele ali blažile nekaj v njej. Včasih je v njih našla kaj vznemirljivega, kar je morala raziskati in preučiti, ali pa se jim samo prepustiti, kot valovom, ki so se dvigali in spuščali pred njenim obrazom in razkrivali obraze drugih, ki so govorili. Hvala lepa. Zdaj pa Franci preden dava priložnost še vprašanje najinim gostom, obiskovalcem in obiskovalkam. Kdaj tudi sam prisluškuješ takole, ne vem, v kakšnih situacijah ljudem, njihovim pogovorom? Ja, pogosto krat. Mislim, prisluškovanje. Zanimivo je, pač vidiš, kako drugi govorijo, kaj razmišljajo. In včasih dobiš še navdih za pisanje, tudi prisluškujem. Jaz tudi, a še kdo? Jaz si grem svojo igrico. Veš kakšno? Če imam kakšno vprašanje, recimo, ne vem, kaj ne se odločim, pa grem po Čopovi, pa si dam to vprašanje in potem nekdo nekaj reče.
In dobiš odgovor, probajte. To je čisto noro, to dobiš odgovor, si tega interpretiraš pol po svoje, ampak ne, to je ena taka lepa igrca in ja, zasnovanje. Točno vprašanje pa daš, recimo. Kakšen je smisel življenja? In potem otrok zakliče, ne vem, mami, sonce sije. Ne vem, sladoled, neki, ne, zdaj pa razumeš, ne, ampak ne, to se mi res, to delam že kar nekaj let in moram reči, blazno zabavno, zdaj to počnemo skupaj s sinom, samo na svoje interpretacije, ki jih jaz ne razumem. V glavnem, Franci, kam od tu naprej, kaj se dogaja zdaj v tvojem ustvarjalnem svetu? Kot si rekel na začetku, zdaj si dobil en zanos, še en poriv, en potek in vse skupaj, kam od tu naprej, kakšni so tvoje plani, kakšni so tvoje sanje? Ja, najprej poezijo nazaj, mislim, najprej nazaj v poezijo, ki me skrat zelo zanima, no. Nekje romanje v zasnutku, pa tudi kratke zgodbe nastajajo vmes, tako da kar pišem ves čas. Skratka, se bomo še srečali, tako je drugače. Je kakšno vprašanje z vaše strani morda? Imaš ti kakšno vprašanje na njih? Ne. Potem bomo počasi zaključila. V vsakem primeru knjiga seveda je na voljo danes po znižani ceni. Tukaj imate Francija kot nagrajenca festivala Novo mesto Šort, ki vam bo to podpisal. Verjamem, da je tudi kaj napisal, če boste želeli. Franci, še to, imaš svojo najljubšo zgodbo med tvojimi kratkimi zgodbami, če govoriva o vozu v tej zbirki? Med temi zgodbami? Ja. Ja, mogoče ta najkrajša, nedeljski popoldan. Ok, danes bo sobotno popoldne, kaj boš počel? Sobotno popoldne. Z vlakom sem vozil. Kar pomeni, da bo spet vedno kaj nastalo. Franci, želim ti čim več sestopanj iz normalnosti, čim več budnosti, prebujanja in pa upora takšnega in drugačnega, v katerem se boš dobro počutil in enako želim vam. Zdaj pa kar nadaljujte s tem poznim zajtrkom in seveda z druženjem in pa Franci, se vidimo, obrito v sore. Hvala lepa.